Začeli se bo danes očitno, končali se bo, ne vemo kdaj, predvidoma v dobrem mesecu, zdaj tukaj na tem letališču. Logistika je, ni tako kot za potniška letala, predvsem bolj komplicirana, zato trenutno še nibenega dovoljenja, ampak računamo dovolj. Za Turčijo posebnega dovoljenja ne rabimo, tako da danes letim do Kapadokije, turističen kraj. Tam bom počakal, da dobim iransko dovoljenje, obljubljeno je, da pride danes, in potem pristanem v sredo verjetno v Teheranu. Iz Teherana bo pol odvisno, kakšno bo vreme in dovoljenja naprej v Pakistan, Karači, iz Karačija v Bangladeš, preko Indije. Ta etapa bo najdaljša, približno 12 ur. Iz Bangladeša pa imamo v bistvu po dozdajšnjih dovoljenjih oziroma predlogi za dovoljenja. Letim 20. aprila proti Kitajski, preko Mjanmarja, Laosa, Vietnama, Nanning na Kitajskem, to je pa itak svoja zgodba. Problemi z gorivom, problemi s tem, da v bistvu Kitajci ne dovolijo leteti enomotornim letalom v njihovem zračnem prostoru, tako da so posebna dovoljenja in za vsako stvar, vsak premik mora dati dovoljenje vojska. In trenutno pač urejajo z vojsko, zadeve skupno da uredi, še 14 cajta. Na Kitajskem v bistvu je bila edina varianta, da smo dobili dovoljenje za sodelovanje na letalskem mitingu. V bistvu so organizatorji povabili nas, da smo na letalskem mitingu na ta način pripričali vojsko, da je dala oziroma bo dala, če bo dala, dovoljenje. Iz Kitajske potem preko Mongolije, notranje Mongolije, do prve Mongolije, proti Rusiji, do Bajkalskega jezera, vzad za Bajkalskim jezerom kraj Ulan-Ude, ki sicer stokrat najmanjše kitajsko mesto, ampak tam čaka kolega, ki je letel z mano že leta 2002 preko Rusije, Andrej Dobrovin. Z njim smo si pač ponastavili življenje za let preko Rusije. Tukaj Rusija ni tako enostavna, problemi z gorivom, kje lahko letiš, kje ne smeš. Zdaj, ko bo on, ki je ruski državljan na krovu, z njim bomo lahko praktično prestali kjerkoli. Proti Moskvi, iz Moskve pa Maribor nazaj. Predviden povratek 10. maja. Kljub tem težavam, recimo, z dovoljenji, z državami, morda celo spornimi, niste imeli pomislekov ne iti po tej poti? Ta pot mi je v veselju v bistvu zato, ker še nisem letel tam. Večji del Kitajska sploh, to je zelo malo ljudi sploh letelo, s takim mehnim pa sploh ne. Potem so države, kot so Iran, zanimivo zato, ker je zelo onesnažen, to bom više povedal, ogromno črnega ogljika, na precej veliki višini. Turčija sama po sebi to zanimiva, se bom letel že s Kurdistan, tako da bo treba izobesti kakšen transparent verjetno. Pakistan, to so države, ki se običajno ne leti, tako da je tako drugače zanimivo. Rusija pa je. Uživate prijetno, s koristnim, je to vseeno bolj hobi? Odvisno, kakšen je pristop človeka, kakšna mentaliteta. Če je človek uživač, prijetnega sploh ni. Če pa po naravi takšen safaraš, je pa prijetno takoj, kaj konec neprijetno. Če tako gledaš na življenje, je vsakem neprijetno, ki je zelo prijetno, čestno. Če še kako misijo na Bogi, ki se lotevate hkrati? To počnemo že od leta 2012 s kolegom Grišom, dr. Grišom Močnik, znanstvenik, in združujemo pač letenje in raziskave črnega ogljika. V aviaciji je pač tako, da je fajn najti kakšen smisel, poleg tega, da letiš z točke A na točko B, in smisel našega letenja je pač meriti črnega ogljika, da pripomoremo nekaj boljšemu zavedanju vseh ljudi in boljšemu okolju. Poleg tega smo letos pridobili sponzorja, ki reklamira svoje proizvode z Zero Emission Living, kar totalno paše v tem, kar počnemo, ker naša
percepcija življenja ni povečana poraba energije, uporaba tako imenovane zelene elektrike, ki sicer ne obstaja, ne, ampak zmanjšana poraba. Ne. V Sloveniji je ogromno resursov za manjšo porabo, ne, samo v izolacijah hiš je prostora za eno termoelektrarno Šoštanj, 6, tako da to je perspektiva, ne, zmanjšati potrebe, zmanjšati porabo energije na vseh nivojih in potem bo se zgubila potreba politike, da govori, da bomo v 10 letih vsi vozili na elektriko, ne, kar ne bomo, ne, in tudi če bomo vozili na elektriko, ta elektrika ni zelena. Ne. Imate morda kakšen feedback, kaj se s temi rezultati, ki ste jih zdaj že pripeljali v Sloveniji, zgodilo? To je pa vprašanje za kolega. Ne. Ampak morda še vseeno, recimo najdaljši let, koliko, nekaj ste že omenili, koliko bo recimo? Ja, 12 ur predvidimo, odvisno kam bo veter pihal, ne. Če piha nasproti ima več, med Karačijem, Pakistanom, preko cele Indije, v Bangladeš, Bengalski zaliv, Chittagong. Tam se je pač dal dobiti gorivo. V še zadnje vse logistika bo na koncu nekaj se da gorivo, kje se da dobiti dovoljenje. Ampak recimo še vedno pri vas, ne, toliko v bistvu ste cel svet že obdelali, ne, je to straho spoštovanje, ne, vseeno letalo ni kar tako ostaja, kako se vi psihično recimo pripravljate? Ja, straho spoštovanje je v bistvu, da zbijaš svoje ego, ne. V aviaciji ti je ego nič ne korist, ne. Prej te pokoplje, ne. Tako da to sem se naučil sigurno, ne, da takrat, ko bi človek mislil, da se mora ne, pač stopi korak nazaj, ne, počaka in potem gre naprej. Ne. Tako da ponižnost, ne, predvsem do vremenskih pojavov, do vremena, ne, da s takšnim letalom se ne da leteti v vsakem vremenu, ne, je treba pač biti zelo pripravljen na kompromise. Ne. Včasih čaka tudi 14 dni, če treba. Kaj pa v letalu boste imeli s sabo verjetno kakšno rezervo goriva, če bi kar bilo? Kaj boste vse vzeli s seboj? Zakaj je prostor v kabini? Ja, glavni prostor zavzame inštrumenti, ne. Računalniki pa to, ne. Poleg pa še seveda, ne, ker ne vem točno, bomo dobili dovoljenje za Iran, ne, je backup varianta preko Jordanije, Saudske Arabije, preko Indijskega oceana do Karačija, to je obvoz, ki je en dan daljši, ne. Zato imamo s seboj tudi splav, ki se leti veliko čez morje, ne. In pa vso opremo, ne, za preživetje 7 teden, ne. Tako da treba biti pripravljen, da greš dol, ne, marsikje, ne, ali v vodo, ali v puščavo, ali pa v gost, ne. Zato je tudi večina opreme je poleg inštrumentov, ne, namenjena preživetje. Oblačila. Vam je vse jasno, kaj je točno tej za nas laiki? Ja, spravim, ne, če padeš v morje, ne, je fajn, da veš, koliko je temperatura tistega morja in se primerno oblečeš, ne, in da imaš splav na letalu, ne, kaj ga napihneš in zlezeš noter in počakaš, če pride kdo, ne. Če padeš v puščavo, moraš imeti nekaj vode, nekaj hrane, ne, tako da vse za teden vode in hrane, ne. Nič kaj posebnega, ne. Pa je kaj strahu? Strah, vznemirjenje, ne. Strah je, kako povem, ne, se težko reči, kje se začne pa kje konča, ne. Ja, spoštovanje bolj, ne, ampak strah je spoštovanje, to ste rekli. Nekaj, da že še razdajo stravo?